Dober dan, lepo pozdravljeni v podkastu, v katerem bomo govorili o nepremičninah. Bolj specifično o trendih in izzivih na področju trajnostnega bivanja. Z mano v studiu so moji sogovorniki, dr. Ivan Kenda, neodvisni energetski svetovalec Ensvet Ekosklad, Uroš Fonović, direktor podjetja Lunos in arhitektka Polona Senčar-Otoničar, ki deluje pod imenom Četrta hiša na desni. Lepo pozdravljeni. Zdravo. Vi vsi delujete nekako na področju gradbeništva, gradnje in hkrati tudi trajnosti. Kakšen je vaš pogled na trajnosten in zdrav dom? Če mogoče jaz lahko začnem, trajnost in varčevanje povezano v smislu narediti dom, v katerem porabimo čim manj energije, hkrati se pa odlično počutimo. Zato pa je potrebno pravilno načrtovanje, potrebni so ustrezni izračuni, potrebne so ustrezne naprave. Današnja hiša, včasih se pohecamo, so v obliki kock, kvadrov, preproste hiše, ko imenovano število, faktor oblikovni mora biti čim nižji. To pomeni procent. Razmerje med površino in volumnom. Zato tudi vidimo, da te hiše nimajo več raznih hukrlejev, nimajo več balkonov, nimajo to zapravi kakšnih velikih poličk, rošč ni več na oknih. Hkrati so se zmanjšale steklene površine, recimo na severni, deloma vzhodni strani, povečale so se oziroma nekako zahtevajo se na južni, mogoče zahodni strani. Tako da bistvo pa je, da dobimo položnico, zahteva mora biti izpolnjena toliko in toliko manj kilovatov na kvadratni meter na leto, glede na klasično gradnje. Odlično. Jaz bi pri tem samo dodal, da ta trend energetske učinkovitosti, ki ga zaznavamo v zadnjih 30 letih, torej menjava okn, klasičnih lesenih okn, ki so dihala, z plastičnimi, menjava toplotnega ovoja, s katerim smo dejansko zopet dvignili nivo energetske učinkovitosti v objektih. Če hočemo te objekte narediti trajnostne, potrebno so narediti še zadnjo odločilno komponento, to je prezračevanje, ki ga so z klasičnim odpiranjem okn žal ne moremo več ustrezno zagotavljati, in energetska učinkovitost in prezračevanje naredita z našega vidika objekt trajnostni. Torej, to je objekt, v katerem porabimo malo energije in v katerem se da prijetno in udobno bivati. Jaz bi pa še dodala, seveda se strinjam s tem, da je treba se v svojem domu prijetno počutiti, ampak je treba vse in tudi z arhitekturnega vidika malenkost gledati na to, ker prostori zelo vplivajo na nas in ni kar vsaka kocka dobra in kvalitetna za bivanje in ni vse samo v številkih, preračunih, položnicah, ampak je tudi občutek, kako se ti počutiš v prostoru, kako ga dojameš, in v bistvu je treba tukaj celostno vse komponente nekako približati temu, da so dolgoročno dobre in potem lahko govorimo res o dobri trajnostni zadevi. Preden smo začeli snemati, ste se že malo pogovarjali, kako se v bistvu vaše delo, vaša področja prekrivajo med seboj. Kako bi še enkrat morda povedali še za poslušalce? Če gremo mogoče po vrsti, če bi ljudje oziroma vsako leto bolj spoznavajo mrežo Ensvet, ki sedaj deluje v okviru Ekosklada, 60 neodvisnih svetovalcev je v mreži po vsej Sloveniji. Nikjer ne piše, če sem jaz v Domžalah, da ne smejo Ljubljančani, Celjani, Kranjčani priti tudi v Domžale. Navzoči smo po vseh njih, se pravi, naša prepoznavnost raste, in če bi ljudje nekako brali pravilni vrstni red, kjer bi se najprej ustavili v svetovalni pisarni, kjer dobijo nekako neodvisne usmeritve, brez firem, brez tega, brez onega, tole je dobro, tole je slabo, tako narediti. Ker največje napake so, da pridejo ljudje potem, ko je že narejeno, ugotovijo, da so že kotu zamenjali, pa bojo čez 6 mesecev ali pa 2 leti fasadni ovoj zamenjali, s tem bojo zmanjšali izgube za 2/3 do 70-80% in je spet ta naprava neustrezna. Prav tako, kot je gospod prej povedal, prezračevalne naprave, tudi te naprave morajo biti nekako preračunane na volumne, kot je gospa arhitektka povedala, mora biti počutje ustrezno.
Seveda, zato pa je to svetovanje, da ljudi usmerimo v kateri smeri, kaj narediti in tako naprej. Recimo, pa smo prej govorili o trajnostni gradnji, hiše, ki so se zidile 50-60 let nazaj, vemo, da je bilo to na horuk, fantje so vsake 40 dni tiste plošče betonske delali, železja ni bilo in tako naprej. In zakaj sem prej omenil, mogoče sem karikiral tiste oblike kocke, danes so nekatere ulice spremenjene, ker nekdo po 50-60 letih hišo odkupi ali jo podeduje in ugotovi, da sanacija mogoče pride draže, kot če se odloči za nov objekt. To se pravi, tudi izgled se spreminja. Miselnost je drugačna, mogoče mlajši ljudje, mogoče tudi informacije več. Danes smo na spletih informacije, bombardirani smo z vseh strani, tudi mi spremljamo te zadeve. In naša naloga je povedati, kako in pravilno vrstni red zapeljati, da se zadeva, bi rekel, uredi in da je nekdo zadovoljen v hiši. Če lahko jaz dopolnim, pa potem predam kolegici naprej, da gremo po vrstnem redu. Ja, moje mnenje je točno takšno. Torej, naša področja so med sabo tesno povezana in jaz tu vidim eno tako res pravo fino korelacijo med tem, kaj stranka na začetku lahko kvalitetno v Sloveniji dobi. Mislim, da imamo mi to svetovalno službo v okviru Ekosklada, kjer neodvisni strokovnjaki res neodvisno svetujejo, res na visokem nivoju. Jaz sem včasih bil tudi energetski svetovalec, ampak zaradi drugih aktivnosti pač vsega ne gre hkrati početi, tako da sem zdaj na mirovanju in zelo dobro poznam to službo in jo dejansko spoštujem in zelo cenim. In tu vidim tisto neko predhodnico teh nadaljnih postopkov, ki jih potem mi dopeljamo, torej najprej Polona, potem so mi, torej z nekim neodvisnim svetovanjem usmerijo stranko za ston, brez plačila. Razširjeni so po dejansko celi Sloveniji res strokovnjaki, ki nimajo interesa, komercialnega interesa, ampak čist stranki res svetovati, kaj je najboljše za njih, iz katerega nivoja izhajajo in kam želijo priti. In včasih so to res ključne informacije, ki jih v takih svetovalnih postopkih dobijo. Potem prijemo mi na vrsto, arhitekti oziroma mi strokovnjaki na področju prezračevanja, ki pa so potem te ideje dogradimo v neko smiselno celoto z namenom seveda, da potem objekt ali se gradi nov ali se sanira, dobi to trajnostno komponento. To pomeni, da je primerno za bivanje, da je prijetno v njem živeti in da seveda porabimo čim manj energije, da potrošimo čim manj energije. In tu seveda ta povezava med svetovanjem, strokovnim nadaljevanjem načrtovanja in seveda vgradnjo primernih naprav, to je to naše področje, kjer se naše aktivnosti prepletajo in srečujejo. Tako je. Ja, v bistvu jaz se strinjam in res je, mogoče je veliko boljš, se pravi zdaj v tem obdobju ljudje res dobijo informacije na vsakem koraku, socialna omrežja, povsod in ta svetovanja, mogoče res dobro, da je neka osnova, da ve, v katero smer sploh razmišljati, ker marsikaka informacija pač se ti ne zdi pomembna zate, pa ti jo nekdo približa na drugačen način in začneš sploh razmišljati o tem, a je tudi to se da. In z nekim vsaj okvirnim nekim znanjem, v katero smer ti želiš iti, potem, ko prijo stranke do nas, ko mi vedno vprašamo, kaj vi želite, vi mi povejte, kako bivate, kakšen je način življenja, kaj želite doseči, na kakšen način funkcionirate. In mi lahko potem tisto zgodbo nekako sestavimo z prostori, z funkcionalnostjo, da so res prostori dolgoročno uporabni, da ni to zdaj neki kratkoročnega, zdaj pa to neki modern trend, dajmo zdaj, ko vsi tako delajo, dajmo mi tudi. Vedno je treba se vprašati, kaj je zate najboljše, kaj zate odgovarja in temu nekako lahko dejansko rečemo, da je tu trajnostno. Pa Slovenci pri gradnji oziroma prenovi danes res razmišljamo bolj trajnostno, kot smo nekoč, ali morda ne tako zelo? Ja, lahko rečem, da mogoče v tolikih letih lahko rečem, da lahko te ljudi v več skupin razdelimo. Najtežje je prepričati najstarejše lastnike. Pač vemo, so že mogoče že pokojnine, nizkih dohodki in tako naprej in se res težko odločajo, kaj bi gor dol. In jih mogoče že sama fizika, to se pravi, ko jim res piha noter, morajo nekaj narediti. Dočim, najmlajši,
Je pa super se pogovarjati, ker že točno vejo, kaj bi radi. Ne? Bom rekel, in jaz sem vesel, da država prek Ekosklada nameni, to se pravi, res visoke subvencije, sprav, če grejo v skoraj nič energijsko gradnjo, ugodne kredite, recimo zdaj je trenutno kredit 0,8%, tisti, ki gre v skoraj nič energijsko gradnjo zgradbe, ima 20 let odplačilne dobe. Se pravi, če 100 enot dobiš, pa mogoče še tam 30-40, mogoče več subvencije. Vemo tudi, da se je gradnje spred 50 let, ko smo v 3 nadstropja, 4 gradili, zato ker bojo otroci enkrat, ne. Te hiše so se zmanjšale, skozi to karikiram, na tistih mogoče 120-140, zbralo za neko generacijo. In tudi te enote so manjše. To pomeni, da če nekdo dobro preračuna, če se drži naših nasvetov oziroma usmeritev, lahko praktično že glavnino denarja pridobi ob nasvetu oziroma če izvede zadevo tako, kot je treba. Seveda, na drugi strani so projektanti morajo izračunati, to se pravi, gradbena fizika mora pač klapati, energetska izkaznica mora biti, ker veste, kaj je najbolj hecno, da ko bereš, recimo, koliko ima Peron časopis na mizi, nekdo reklama naredi, pa ne loči, kaj je nizkoenergijska hiša, pa kaj je skoraj nič energijska hiša. In prav, projektant mi je rekel, seveda bo nizkoenergijska hiša, jaz pa rečem, veste, to je pa že vsaj skoraj 20 let zastarelo, ne? Ker mi kot tehniki moramo vedeti, kaj je skoraj nič energijska zgradba, pasivne so bile aktualne, so že pozabljene, pa so bile 3 litrske in tako naprej. Zapravo razmerje prva tistih 5 kW/m, ta pa 60, je 12-krat nekaj, ne? In ljudem moramo to predstaviti, ne? Saj sem rekel, težja skupina so starejši in tako naprej, ali pa mogoče več solastnikov, da ne govorim več stanovanjskih stavbah, ampak tudi to se premika. Moram reči, da smo zelo uspešni. Recimo na Domžalskem koncu smo zdaj posanirali že 26 blokov. To pomeni, da se prebija. Strajnost moment je na začetku najtežji. Kako iti? In tudi tukaj so ugodnosti, veliko od socialcev, zgolj nekdo, ki pridobi potrdilo Centra za socialno delo, da nima službe, da je trajno nesposoben, bolezen, nizka penzija, dobi recimo 100% subvencijo. In ne več tistega, jaz ne bom, jaz sem star, mene briga, mene ne interesira. Stanovanjski zakon pa tudi določene procente zahteva za investicijo toliko, za soglasje toliko in tako naprej. Oni imajo pa trenutno celo brezobrestni kredit. Tako da se recimo zelo splača. Ekosklad je tukaj res napredoval. Recimo tudi zdaj, ne vem, pred 14 dnevi, 3 tedni je za individualce nov razpis, kjer je celo do 40% subvencij. 40% ni slabo, ne? Začeli smo tam z 10, 15, 20, zdaj smo že na 40%. Toplotne črpalke od včeraj so dobile 2500 €, danes dobijo 4500, če se s tem voda celo 8000, ne? Tudi kotli na biomaso. Zapravi, če ljudje poslušajo to usmeritev, to pomeni, da dobijo ustrezne predračune, tiste povezave, ki jim pošljemo, če preberejo tiste kvadratke, ki piše seznam prezračevalnih naprav, seznam kotlov, seznam toplotnih črpalk in tako naprej, ker je certificirano, dobi subvencijo. Torej ni več izgovorov, Tako. da bi se upirali. Ja, in to se mi zdi, da je kar en visok nivo tega. No. Mi imamo izkušnje tudi iz ostalih držav, kar Lunos dela dejansko globalno. Mi iz Slovenije smo zadolženi za Adriatic regijo, za Balkan. Imamo podjetje tudi na Hrvaškem, delamo v Bosni in moram reči, da so to res občutne razlike napram Sloveniji. Tu smo na visoki ravni izobraženosti, pot do realizacije mogoče malo peša, ali pa tu še imamo izzive. Predvsem z tega našega področja vidimo, da še je kar konkretno veliko stavb, ki jih je potrebno dodatno dograditi še z tega zadnjega vidika, da res postanejo trajnostne, torej z vgradnjo prezračevanja, ampak smo pa z vidika edukacije dokaj na visokem nivoju in predvsem s temi spodbudami. Pri prezračevanju je 30% subvencija, spodbujamo trg in dejansko stanovalce, da pač razmišljajo v tej smeri. Kaj pa vaše stranke? Ja, v bistvu meni je, kot ste prej rekli, da včasih so se razvidele te ogromne hiše, več generacij, zdaj se mi zdi, da je nekako
trend čim manjše, čim manj kvadratov. Ampak moram reči, da to pa spet ni okej, ne. Še vedno smo mi pač Slovenci, mi imamo ogromno enih stvari in ni trajnostno, da si sezidaš recimo majhno hišo, potem pa hitro vidiš, da je treba še gume nekam pospraviti, pa novoletne jelke, pa smuče, pa itak imamo 100 hobijev in rata ena lopa, pa druga lopa, pa prizidek in to spet ni trajnostno. Torej, zato je treba vedno res iti na začetek, se vprašati, kako živimo, kaj rabimo. Ne, da zdaj rečeš, ok, tista hiša 120 kvadratov bo pa recimo, da bo zame dobra, čez par let pa vidiš pač, da poka po šivih in ni v redu. Tako da, in jaz tudi opozorim recimo stranke, ki pridejo do mene, ki rečejo, ja, pa ne vem, pa trajnostno, pa majčkeno, pa da bo čim manj za ogrevati, pa vse tukaj je zdaj vse popularno, pa energetsko varčno. Edno rečem, dajmo se mičken mogoče ustaviti tukaj, gremo en korak nazaj, najprej predebatiramo o funkcionalnosti, potem pa ja, so pa zelo pomembni tudi te elementi, se pravi, da so kvalitetna okna, da je dobra izolacija, dobra streha, prezračevanje, ampak se mi zdi v osnova pa še vedno, da gremo v načrtovanje in prijetno bivanje. Kaj pa bi vsak od vas svetoval nekomu, kaj je, ki ima omejen budžet, a si želi bolj zdravega doma, kaj je tista ena stvar, ki... Vi že imate odgovor? Odgovor je preprost. Centralizirano prezračevanje nas. Mogoče že sam postopek pripelje. Jaz vedno poudarjam, da je treba začeti pri stavbnem pohištvu. Tudi opozorimo to, kar ljudje ponavadi pozabijo ali pa se branijo zaradi teh navad. Spet bom rekel, mogoče starejši del populacije se upira, ker oni hoče imeti odprta okna in tako naprej in gor dol. Ko pa razložimo, da taki sistemi, sploh centralni, omogočijo praktično nemoteno bivanje, oziroma tudi ne smemo več odpirati, recimo to se je pokazalo na javnih objektih, kjer smo poučevali, učiteljski kader pa so odprli okna in so tisto rekuperacijo, filtre zabasali v 14 dneh, ko vse cveti lepo marca, aprila, maja, to se pol ne sme več. Zbog, ko so okna ugrajena, je naša dolžnost, da jim povemo, da ni več tistih 30% izgub. To se pravi, če sploh mora biti zdaj ugrajena v sistemu tesne gradnje, pomeni v 3 ravneh, ni več tistega porpena klasičnega, kjer to naredijo, pa pol še izolirajo, se kaj zgodi, v oknu se naredi črna rob, to se pravi plesena, ker je to najhujši toplotni most. In ko jih opozorimo, da morajo še te naprave, potem je izolacija, to se pravi oboda, kleti, mansarde ali pa stropa proti neogrevanju po strehi, seveda potem so prezračevalne naprave in ko ljudje, en blok v Domžalah je to dokazal, ljudje so se skoraj potepli, ampak ko so eno sezono, ko so nasproti nekaj izidali, se je prešilo, zdržali praktično skoraj brez odpiranja oken, so dokazali, da je s prezračevalnimi napravami možno preživeti. In potem gre tisto tipično slovensko od ust do ust, in to je tista najboljša reklama, kot smo že prej v hecu imenovali, vse skupaj. Tako da se pa strinjam tudi gospod projektantko, seveda, ampak ne gre zdaj za to, da moramo imeti 40-50 kvadratov v velike objekte, ampak hočem reči, da trend je v tem smislu, kako se ti objekti zmanjšujejo, oziroma kako je uporabnost kvadratnega metra zdaj drugačna, kot je bilo 30-40 let nazaj. Radi imamo velike bivalne prostore, dnevna soba, kuhinja, jedilnica, ki so že ponovadi en prostor. Sanitarije so relativno majhne, spalni prostori, kabineti so relativno majhni. Je pa pomembno to ravno zaradi tega, da mora biti razpored pravi, ker rekuperacija deluje tako, da v nekaterih prostorih jemlje, v druge daje in moramo imeti ustrezne volumne. Zato gre, da mora biti pravilno načrtovanje. Ne gre kar tako, da smo zdaj tako malo čez palc naredili. Zato moram reči, da tudi kapo dol tistim, ki se lotijo sanacije v skoraj nič energijsko gradnjo starih objektov, 30, 40, 50 let. Sicer najtežje. Ja, ljudje, zdaj, če so tam doma, se morajo celo izseliti. Če podedujejo najlažje, ker lahko naredijo, se pravi, ampak največkrat se zgodi, da podrejo. Je pa res, da trajnost, ko smo jo prej omenili, je tudi v tem, da skušamo ohraniti te gradnje, ker je bilo tudi tisto opeko in tako naprej ogromno energije vloženo. In ko mi to podremo, dobro, če znamo reciklirati ta gradbeni material, potem nekako trajnostno ohranimo isto energijo, ki je bila v plavžih
bi rekel, namenjena za izdelavo. Zdaj, tudi to moramo paziti. Mi moramo tudi na to paziti, recimo, da ljudi usmerimo, če je gradnja solidna. Seveda, zdaj v zadnjih letih se je pojavila še statična sanacija, potresi so zdaj aktualni, da ne govorim o radonskem sevanju, prezračevanje. Ja, to, veliko je. Ja. Zato tudi Dosti odprtih tem. Zato imamo tudi mi svetovalci 3x4, najmanj 4x5 letno seminarje, na katerih se moramo izobraževati, so obvezni, da sledimo trendom, ne, in kaj vse novega pride. Oziroma tudi v blokovni gradnji, ko se bojijo, naš blok se pa stresen, tako naprej. Mogoče še 10 let nazaj ni bilo, danes so že take kompoziti, mrežice, s katerimi lahko delno sanirajo določene zadeve, da sploh ni več takih hudih posegov, kot včasih, ko smo mogli predelne stene praktično ojačevati z betonskim ali pa železnim konstrukcijam. Mogoče, če se vrnemo, se pravi stavbno pohištvo, prezračevanje, kaj pa je vaš predlog za nekoga z omejenim budžetom, kaj lahko največ naredi? Ja, tako kot to prvo so te zadeve, da čim manj rezati pri teh osnovah. Jaz pa mogoče iz strani oblikovanja, da ne podležejo ljudje toliko dobri sliki, pritisku družabnih omrežij, da dobro zgleda, ampak mora biti funkcionalno. Se pravi, mi, ko vidimo eno slikco dnevne sobe, super zgleda, jaz hočem imeti isto. Narediš isto, ugotoviš, da nimaš prostora spraviti družabne igre, pa albume, pa knjige. In ker naenkrat začneš pa dokupovati, menjati, prenavljati. In to se mi zdi, da je zelo netrajnostno, da pač podležeš nekem kratkotrajnem trendam, oblikuješ pač svoj prostor, ki ga v bistvu ali ne rabiš, ali ne znaš potem niti uporabljati, in se potem izkaže, da moraš takoj spet prenavljati, dodajati, sanirati. In to je ena taka, se mi zdi, stvar, katero lahko dovolj tako brez budžeta, da razmišljamo, da se majčkeno ustavimo, da nismo tako impulzivni glede nakupov, ne podležemo, kaj je pač moderno, ampak da res začnemo malo razmišljati o tem, kaj sploh potrebuješ. Kaj so sploh vaše, investitorjeve potrebe? Kateri trendi v gradnji oziroma v opremljanju pa vidite kot najbolj problematične z vidika trajnosti? Ja, meni se zdijo predvsem zdaj ta neka res ogromna okna, odprta res na neki jug. Potem je vse, ne vem, če je še bolj trikotno, potem ne dajo niti senčil, to se res ful pregrevajo prostori. Ali da so neke res ogromni odprti prostori, v katerih se v bistvu sploh ne počutiš dobro, ker moramo še vseeno vedeti, da če je moderno zdaj, da je nek res ful visok, ogromen prostor, ni nujno, da ti bo prijetno v njem. Zaradi tega, ker so različne funkcije različnih prostorov, potem je tukaj in akustika, in razsvetljava, in polno je enih stvari zadaj, ki jih moraš v bistvu ti prej razmisliti in se osredotočiš na te zadeve, da potem vse v celoto nekako povežeš in da stvari funkcionirajo. Tako da te trendi mogoče res veliki prostori, ful odprti prostori, ogromna okna, brez senčil. To se mi zdi, da je kar taka zadeva, ki mogoče bilo bolj ždane. Bom še nekaj izpostavila, ko ste rekli, da se zdaj cele soseske prenavljajo teh starih objektov. Tukaj se mi tudi nekaj opažam. Ko so bile soseske narejene, ne vem, v 60-ih, je bilo veliko zelenja tudi planiranega. Sedaj se pa vse to nekako ven meče, drevesa se sekajo, gradijo se nadstreški za avte in vse se betonira. In mene moram priznati, da kar boli, ko to gledam, ker se bojo te soseske pregrevale. Mislim, naša ulica, s katere sem jaz doma, je točno en tak primer. Sam še beton in avti. In je prav srce parajoče, kako uničujemo bivalno okolje. Ker se potrebe se pač spreminjajo, ampak moraš ti zavestno v te spremembe, ne smeš kar na vrat na nos pač reči, zdaj imam pa avto, zdaj bom pa pač celo zelenico uničil. Še vedno bi bil prostor za drevo, se je lahko nadstrešek pod dreves. Mislim, ampak tako. Naša naloga je tudi ta, podobno kot je kolegica rekla, da ljudem povemo tudi, kam sodi listnato drevje, kam sodi zimzeleno drevje. Ja, lejte, ker je tako, zdaj bi rekel, sama arhitektura, če nekdo dobro nadstrešek naredi, vemo, da je sonce poleti precej bolj strmo, zapravo, če pade do tistega kota, praktično te velike površine sploh sonce ne posije. Po zimi, ko je pa sonce skoraj vodoravno, pa
te površine segrevajo, to so te dobitke. Ne, to je rekla. Tudi naša naloga je, da povemo, da je potrebno ali z roletami ali pa s kakšnimi zunanjimi železijami senčiti vedno stran, kjer sonce sije. Ker ko nekako to pregretost dobiš v prostor, pa je zunaj taka izolacija, je ne več ne ohladiš, tudi rekuperacija ne pomaga in tako naprej. In ta zimzelena drevesa so ponovadi vedno na severni strani. Zdravo, severna stran, breko listnata drevesa so pa breko na jugu oziroma na zahodu. Zakaj? Poleti, spomladi poleti, pa še del jeseni lepo krošnja naredi in imamo senčenje strani zelenih, naravno senčenje. Ne? Ko jeseni listje pade, praktično sončni žarki pridejo do objekta. Ne? In tudi breko pri projektih, to je pa spet odvisno tudi projektanta, sploh če se dela mogoče kakšna mesta gradnja, je tudi trend, da se drevesa, ki so ostala 20, 30, 40 let, skušajo ohraniti. Tudi to je naša naloga, rečemo, lete naravno, naravno mislim, senčenje, ne prezračevanje, senčenje. Ja, senčenje je koristno. Naša izkušnja pri teh sanacijah, to je zelo tema večstanovanjskih objektov, pa so ta, da pač pozabljamo v veliki meri na to ključno komponento prezračevanja. Torej, objekti se sanirajo, ugradijo se nova okna, naredi se lepa fasada. Čez 2 leti ali pa še prej, pa urgentni klici in problem plesni. Do tega se pride dejansko, oziroma ko pride enkrat do plesni, ko se začne plesni pojavljati na stenah, za omarami, pomeni to je en proces, ki je trajal kar nekaj časa, ker se ne prezračuje, pride pa so do tega, ker pač je objekt zaprt in dejansko s temi sanacijami brez ustreznega prezračevanja delamo akvarije. In tu vidimo kar en velik potencial, sploh pri teh sanacijah večstanovanjskih objektov, kjer po našem mnenju bi bilo res potrebno razmišljati o celoviti sanaciji, torej tudi o tej zadnji komponenti, da se pač vgrajuje tudi prezračevalni sistem hkrati z prenovo fasade, ker takrat lahko to naredimo z vgradnjo posebnih elementov, kjer imajo zajem zraka na špaleti, torej pustimo ali pa ne naredimo take fasade, ki bi jo potem z rešetkami zunanji videz okrnili. Tako in v bistvu to je ena taka kar pomembna tema, ki jaz verjamem, da na Eko-skladu tudi razmišljate v tej smeri, da svetovalci tudi v tej smeri, ko svetujete, da svetujete tudi na ta način. Ker mi vidimo, ker dejansko po nekaj časa ljudje pridejo do nas in ko mi vstopimo v take lepe na zunaj sanirane objekte, je znotraj v objektih oziroma v stanovanjih zmeraj katastrofa. In to so res akutni primeri, ko že res nastaja vlaga oziroma plesen res tistih zadnjih stadijih. In bilo smiselno, ker ta proces je dobro pripravljen, da ga nadgradimo še seveda za to ključno komponento prezračevanja. Svetovalci, v 30 letih svetovanja so se največ naučili od strank. Tam je največji feedback nazaj. Uživno pogledaš, točno to, tudi povratne informacije. In to so, zaston informacije, zaston zmage. Ljudje, ki so bili prej mogoče zelo skeptični, a priori proti in pa naprej, mogoče pride do tega, da vgradi. To je najboljša informacija, najboljša referenca. Je pa res, da svetovalci, mislim, da ga ni. Mi že, se pravi, na teh svetovanjih se zelo trudimo, da to prezračevanje predstavimo, da povemo, zakaj je dobro. In ravno tako, jaz veliko več ob 6 greš v službo, ob 6 začetku greš iz službe, vmes ne kuhaš, ne pereš in tako naprej, pa zanimivo, čez 3 mesece pa nek čuden obarvan kot, malo bolj rumen, malo zeleno, pa črno nastane. Ne? In zato pravim tudi pri teh sanacijah smo več stanovanjskih. Ravno zaradi recimo zadnji primer, ko smo sedeli skupaj upravniki, smo rekli, da prezračevanje je potrebno, ker če ne, nismo naredili. V bistvu ne ohranjamo vrednosti. Vemo, da na teh starejših objektih o centralnem razmišljati je težko, ker so dostave več take, da nimaš kje vleč. Kot je prej kolegica rekla, mogoče, če imajo res strope 3 metre visoke, sem pa včasih še kakšno težavo, pa še kakšno spomeniško varovanje, pa spet ne pusti, pa bi radi. Tako da pol te lokalne enote so tudi napredovale. Recimo zdaj celo
naša naloga je, da pač ljudem povemo, da dobijo subvencijo, da morajo pač ogrevati naprave v parih. Ne? To je ena Ni več- pomembna ni več- tema, recimo, jaz sem ja, ki mogoče se celo kar pobudnik malo pred spusla, ja. 10 leti. Jaz sem rekel, meni v novembru dal napravo v minuti ven, pa v minuti noter, tako kubaturo zamenja, to je zbrav bi bil strahoten prepiha. Ne? To je zbrav, če pa nekaj v parih, da nekaj gre noter, nekaj gre ven, hkrati pa ta del nekaj vrača, a ne? Pa tudi, če samo 20-30, ni treba zdaj 50-60-90, zbrav nekaj vrača, ne? Zbrav to ljudje prisluhnejo, zaradi tega nimamo več odprtih oken na kip, ker nismo spet nič naredili. Tako. To je naša naloga, ne? To se pravi, poskusite zdržati. Dobro, tisto prehodno obdobje, ko je najmanj cvetenja, Se je treba ko je treba nekaj. ne? Ja, Tako, vse to je Tudi če je prezračevanje ogrejeno, ni Tako. noben problem okna odpreti, s tem nič ne porušiš, nič Ne, ne. ne uničiš. Ne? V bistvu, Hotel sem, v prehodnih obdobjih, seveda se izogibamo tega, ampak Pa- poleti ali pa recimo takrat, ko so temperature zmerne, brez vsakega problema Tako. odpreš tudi okno. Ne? tudi notranje pohištvo beri vrata, da se mogoče za tisti centimeter Se- dvignjena in tako ja, naprej. To se pravi, da Ja. Da ti gre. tokovi zračni potujejo, bi rekel, večinoma To je en tak pomemben mit, Tako. ki je bil do nedavna malo tak prikrit. Ne? To se Torej, ja, mi govorimo o različnih sistemih, govorimo o centralnih prezračevalnih Ja. napravah, ki se jih da seveda primerno vgraditi v času novogradnje. Govorimo o lokalnih napravah, torej to so posamezni lokalni elementi, ki se pač vgradijo lokalno nekje in delujejo samostojno v okviru pač nekega svojega volumna. Govorimo pa o decentralnih prezračevalnih sistemih. Torej, to je bistvena razlika. Ko govorimo o decentralnih prezračevalnih sistemih, govorimo pa o sistemih, ki so smiselno razporejena po prostorih, povezana med sabo, priključena na kontrolno enoto, opremljeni vsi elementi z senzorji in povezani med sabo v smiselno celoto. In takrat govorimo potem o sistemu, ki je adekvaten ali pa podoben centralnemu sistemu. In so decentralni sistemi imajo svojo prednost, da so pač cenejši, da se jih da vgraditi pri starejših objektih. Mi se tudi aktivno pogovarjamo z varstvom kulturne dediščine, torej tudi tu iščemo rešitve v soglasju z njimi, torej tudi tu imamo rešitve za take objekte. In je pomembno, da pač jih je možno seveda tudi vgraditi postopoma. Postopoma. Torej nekdo pač, ki je omejen z budžetom, si lahko danes privošči, ne vem, za bivalni prostor, kasneje pa razširiš potem na ostale prostore, na ostale sobe. Ampak to se vse skupaj potem poveže v smiselno celoto in deluje, tako kot sem rekel, na osnovi principa delovanja centralnega sistema. Katere znake v domu pa bi mogoče morali jemati kot opozorilo, da kakovost zraka ni dobra? Ja, jaz mislim, da smo zdaj že kar nekaj navedli. V bistvu se skozi vrtimo okrog tega. Ne? Po kotih se Zdaj, nekaj začne dogajati, okrog okna se začne dogajati. Ko opazimo plesanje, to Ja, ampak definitivno to je v rdeča bistvu že alarm. to je zadnji stadij. To je To rdeča je že alarm. akutna zadeva, ki je v bistvu Poglejte, je že zadnja varianta. jaz vsak, Prej je mogoče že opozorilni znak slabo počutje. Aha. Prostori, tako kot pravi Polona, arhitektka, jih pač seveda vidimo najprej skozi vizualno komponento, govorimo o materialih, govorimo o svetlobi. Zelo hitro potem, ko vstopimo v prostor in ga vizualno ocenimo, ga pa začnemo tudi čutiti. In Vohamo. čutimo ga pa seveda zaradi zraka, ki je sicer nevidna komponenta, ampak na koncu koncev smo vsi najbolj odvisni od zraka. mi imamo mogoče neko čarobno napravco, ko ljudje recimo grejo v te prenote, seveda dogajanje se začne, da tudi velikrat reče, sem avtomatsko hotel okno odpreti, da sem se spomnil, da ne smem. Ne? Ja. Jaz vedno rečem, kupite si blagomerček. Blagomerček je naprava, ki nam pomaga, mogoče v tistem prehodnem času, vemo, da nekako idealna vlaga med 45 pa maksimalno nekje 55, pustimo zdaj kopalnico, kuhno, ko se kuha, če je pa dobra, nekako zrači svoje. Ampak tisti blagomerček, mogoče 2-3 prostore, kjer se največ zadržujemo, dajte, in ko vidiš, da je 55 plus 60, ne, pa če je že ti smejček, ki se spremeni v nesmeškota, ne, pomeni ni več Nekaj ni v redu, kvalitete zraka. Ne. Ja. In potem začnejo premišljati. No, sej, s tem blagomerčkom pol mogoče pripeljemo prav tiste, ki še cince, bom rekel, tukaj bi, ne bi, da zdaj da to odpirati na toliko časa, pol te ni doma. Rečemo, če je pa ta naprava vgrajena,
pa teh težav nimate. Ko ste prišli domov prvič, ni ne teh vonjav, ne drugega, ne tretjega, ne tistega slabega počutja, že tako, mogoče vreme vlažno, tako pa še noč prideš, ni dober občutek. Se pravi, če nismo prepričani, vlagomer in ko je plesanje pa konc rdeča alarm, tako je pa ta zadnji moment. To je čisto zadnja faza. Tako je faza. Večina stran, ko je ples. Ko je ples. Ravno zaradi tega smo mi zagnali projekt Slovenija zadihaj z Lunasom, kjer želimo stranke na drugačen način pripeljati do tega, da se odločijo za ukrepanje. Torej, mi smo preprosto, točno tako kot je kolega povedal, ponujamo zastonj meritve. Ne zdaj samo vlagomer, ampak zdaj obstajajo naprave, ki pač merijo poleg vrage temperaturo CO2, ki je tudi bistven element, negativen seveda, in še vse ostale parametre. Mi ponujamo strani naših strokovnjakov pregled stanovanja, meritev in potem na koncu stranka po nekaj dneh dobi poročilo in tudi potem neko svetovanje na osnovi tega poročila. Zelo, zelo pomembno je, da to korelacijo med občutjem ali pa počutjem v stanovanju povežemo s kvaliteto zraka. Ker tako smo prej govorili, eno je pač seveda vizualna ocena, kako se pač počutimo v prostoru, drugo je pa potem seveda ta občutek, ki nam ga pa daje zrak. In s temi meritvami dejansko povežemo to počutje ljudi, še preden da nastane akutni primeri nastajanja plesni. Fino je, ker dobimo neko oprijemljivo, pač če se počutimo, nismo prepričani zaradi česa, tako če pa dobimo neke vidimo graf, da v spalnici, kjer ni prezračevanja, kjer nimamo odprtega okna, ppm-i oziroma pač CO2 naraste preko 4000, 5000 delcev, meja je nekje 1000 za tisto dobro kvalitetno počutje, se vprašamo, kaj narediti. In takrat začnemo potem komaj razumeti pomembnost zraka, pomembnost kvalitete prostora in seveda potem večini primerov se ljudi odločijo za neko ukrepanje, ker preprosto z odpiranjem okn pač tega žal ne moremo doseči. Podoben prostor je nek avtomobil. Točno. To je mini stanovanje, tako je. Ga imamo na soncu, ga nimamo na soncu, zunaj nekdo kuri, se pelimo, v vrsti stojimo, nekdo je izpušni plini, dizel pred tabo, zakadi vse skupaj. Če znamo funkcijo v avtu uporabljati, nam razblažuje, nam sodobnejši avti tudi te PPM-e, imamo zelo kvalitetno okolje. Tistih par kubičnih metrov, kjer sedimo, 4, imamo lahko zelo kubično. Tudi če 4 sedimo, oddajajo. Tudi to smo pozabili povedati, da mi s svojimi aktivnostmi doma tudi oddajamo tako vlago kot CO2 in podobne zadeve. Lahko čistimo, lahko drugo, tretje, lahko telovadimo. Dovolj je, da dihamo, porabljamo kisik, izdihamo pa CO2. So različne aktivnosti, to zelo lahko nekaj pišeš, tako ti si je najmanj, bom rekel, lahko po stanovanju imaš čistilno akcijo, oddaš veliko kilovatov na koncu. In na koncu vlage, povprečna družina na dan 15 litrov vlage. In to je treba nekam odvesti. Če ne spustiš ostane, in na oknih, slabo vgrajenih oknih po zimi se tudi vidi, ko se začnejo ta stekla rositi. To je pa sploh na starih. Tako, ali pa preko slabo vgrajeni. To recimo, da je druga faza. Prva faza je slabo počutje, potem je rušenje na oknih, tretja faza pa ples. In tretja faza je avto podobno. Sploh po zimi, če nimamo ustreznega razvlaževanja, se smo vsi gledali Titanik. Recimo. Kaj pa je energetska revščina? Kako se ljudje mogoče kar sami lotevajo reševanja teh nekih problemov in kaj bi bila oziroma kakšna je vloga države? To je pa kar hud začaran krog. Bom rekel, ljudje, ki bi bili najbolj potrebni teh pomoči, seveda zaradi mogoče sramu in govoric ne povejo tega. To so ljudje, kot sem že prej omenil, ki so mogoče socialno ogroženi, to se pravi, nimajo dela, so brez dela, so bolni in imajo nizke dohodke in podobno, in potem so še bolj bolni, ker na račun tega, da bi nekaj radi naredili, vsaj okna zamenjali, ker tam so pa res okna take, da praktično z roko skozi prideš. Imamo pol dvorezne meče, za tega, da noče več kurt, je skoraj na mrazu. Vidiš primere.
po drugi strani praktično si trgajo od ust, da bi nekaj naredili. In tako naprej. Je res, da če sem prav razumel, nekje med 8 in 10% že takih gospodinstv v Sloveniji. Ni malo. Zato se je ta razpis ZERO na začetku 0,500 je bil, ko se je začel omogoča 100% subvencije tistim, ki dokažejo, gre pa za zamenjavo strehe, ostrešja, z neke izolacije, zamenjavo oken ali pa to se pravi kotla, neke naprave, ki bi proizvajala, to se pravi, ker oni imajo tudi tiste gašporje, pečice, bomo rekel, sploh niso kotli, še to je segreva, mogoče en prostor, dva, ostalo je na hladnem, da ne govorimo o efektih, kaj je to, ki je res vse črno noter, praktično že omet odpada zaradi vlage. Res, so hude zadeve, ljudje pa zaradi sramu in to so tiho. Tako da moram reči, da Ekosklad ima zdaj preko ZER programa zelo dobro razvito mrežo. Tudi svetovalci, pa še zunanji, imajo svoje kontaktne točke. Zdaj, recimo, na zadnje bil prav za vzhodno Slovenijo en razpis odjavljen, kjer je mogoče malo več tega. In ta sredstva res grejo. Treba je tudi veliko ogledov, je treba zorganizirati popise izvajalca, v ustreznih rokih narediti. Tako da skušamo to približati ljudem, da ne gre zdaj za to, da smo zdaj mi. Veste, ker ljudje zaradi tega sramu imajo tudi tisto občutek, da nekaj dolgujejo in te psihološke težave treba nekako premagati. Prav moramo biti v tem smislu ne zdaj neki detki mrazi, ampak da skušamo reči, lejte, če boste to naredili, boste mogoče na tem boljšem, lahko se v te promošli, tiste 2-3 stopinje več v prostoru. Ne vem, nam rekel, da moramo to reči, ampak ko bo to narejeno, koto ima pa zdaj dober izkoristek. Ker kaj je največji problem, ko imajo ljudje stare kotle, rečemo 60% izkoristek, 2000 litrov olja porabi, še preden ga vklopi, gre 800 litrov skozi dimnik. Sploh še vklopljeni smo. Zato te naprave manjše so, boljše so in nekdo ima tudi možnost, da še ima brok več pojesti. Res, to so, bi rekel, začarani kroge, ampak gre tako, da ljudje nekako šparajo ali pa šparajo si trgajo zato, da bi tistih par okon zamenjali, tudi zelo kampanjsko delajo, mogoče zdaj sem tam, kjer se zadržujejo, tistih par okon ugradijo, spet jih narobe ugradijo. In ja, lejte, to so zadeve. Potem je pa tisti začaran krog, ker nekuri noče več odpirati, ker ga zebe in lejte, gre res na račun poškodovanja objekta. Ja, in slabe kvalitete bivanja. Tako kot ste rekli, mi pridemo potem v take objekte, med tem seveda je tudi prezračevanje tisto, ki je upravičeno do te subvencije. Tako. Ko pridemo na take objekte, je res katastrofa. To so res grozni primeri, ki nujno vključujejo po ukrepanju. V tem času to obstajajo, se sprašujemo. Žal še vedno, ali pa vedno več. To je fascinantno. Tudi v blokih je podobno, starejši ljudje z nizkimi penzijami, in potem nekako že pripirajo radiatorje, so oblečeni v odejah. Zapirajo okna. Zato, ker položnice bojijo se, da bojo kaj dolžni ostali in podobne zadeve. Katere subvencije pa ljudje pogosto spregledajo? Ja bom rekel, da tega mogoče sploh ni toliko več. Mogoče je bolj tako, ko so prej s kolegom rekli, da se mogoče upirajo, ko poveš. Moj način dela je tak, da predstavim se. Imamo tako imenovane vprašalnike na začetku, kjer mora kdo povedati, kdo je, kaj je svoje podatke, da se mora na koncu podpisati in greva skozi rekonstrukcijo skozi. Tudi, če nekdo hoče, sem toplotno črpalko, se rečem počasi, da ima pogledati najprej, kakšno je stanje objekta. Pa ne, ker za toplotno črpalko je zelo dobro, da je hiša vsaj minimalno oziroma solidno izolirana, solidno vgrajena okna, ker vemo, da po zimi, sploh če je toplotna črpalka zrak voda, če je kakšna mokra megla, pa -5, po toplotni črpalki grelno število zelo pade. Tu smo sistemi voda, pa to so zanesljivi in večji. Tako da bi rekel, da bi kaj spregledali, ne vem, naše dolžnosti je, da jih opozorimo. Bolj problem je, da včasih nočejo pojti izgledati. Ja, recimo, ker včasih so imeli radi zidavo do cokla, pa od cokla naprej, zdaj pa rečemo, zdaj treba do temelja odkopati, izolirati. Pa naprej tudi, mansardo imate bivalno ali nimate, ne, to pa še ne bo tisto. Potem pa naložite, ker subvencija obstaja tudi, če samo strop proti neogrevanju, to se pravi odprti podstrehi,
izoliraš, si pa kaj vam pomaga, da te zunaj 20 cm, če so gor nimate nič. Enako mogoče imajo velike kleti, pa se da tudi ta strop proti, ki je neogrevane kleti, izolirati. Zapravo dobimo neko kletko, ne, zapremo vse skupaj, ne, potem res vidijo, da je ugodje čisto drugačno. Recimo tudi, ali pa sama mansarda, pač kolikor morajo, nekako 30 cm jaz priporočam. Po zimi je dobro, ker jih ne zebe, poleti, ko pa sonce nažiga v streho, pa tudi ne več tiste vročine, ki vidimo, da hodijo samo v spodnjih hlačah, ki ne zdržijo več tistih 40 stopinj. Tako da bi rekel, da bi prav spregledovali, ne, ker je naša naloga, je pa res, da bolj so problemi v tem, da se nepravilnega zaporedja lotijo. Kot sem že prej rekel, najprej s hotli začnejo, fasade, pa pogotovijo, da bodo dobro tudi okna. Hotli so spet preveliki, prej so bili preveliki oziroma zaradi slabega izkoristka neustrezni, zdaj pa naprava spet prevelika, ker so pozabili na to, da čeprav smo jih opozorili, oziroma če jih opozorimo, večinoma kar upoštevajo. Tako da bi rekel, da bi zdaj kaj pozabljali, mogoče kot sem to rekel, te površine, kot so proti neogrevanim, sam strop, ker okna fasado vidijo, kot oziroma kakšno toplotno črpalko, prezračevanje, to se vidi, to opozorimo. Rekel, to zaporedje, pa tudi tako rekel, tle bom mogoče malo za ušesa prodajalce, ker je recimo predvsem pri toplotnih črpalkah je problem, največ se prodaja 12-14 kW toplotne črpalke, to gre za med, Potem pa prav, jaz sem tole dobo, pred račune pokažem, sem gledajte, za ta vaš objekt, če ga boste takole solidno izolirali, že iz izkušenj rečeš, mogoče boste imeli dovolj 7-8 kW, pa recimo polovico, Kaj se zgodi? Ta 8 kW prej mogoče imel trifaznega toka, jaz pravim, toplotna črpalka pol tudi ni več poceni, ker je treba 3 faze narediti, povečati varovalke, omrežnina je večja in pol ni več tudi tako poceni. Če pa pravilno zdimenzioniramo napravo, se pa zgodi, enako je tudi ljudje, joj, pa imam plin, pa zdaj ta plin bo ali ne bo gor, dol, Ja, lejte, to so te zadeve, Pol pa spet modro poveš, dobro, če boste hišo izvedli, lejte, pa če se plinu nočete odpovedati, obstajajo tudi plinske toplotne črpalke, ki delujejo do plus 4 stopinj kot toplotne črpalke, pod nizkotemperaturni kondenzacijski kotov. Vemo, da zime niso več tako super zime, kot so bile pred 30, 40, 50 leti. To pomeni, da taka toplotna črpalka mogoče parkrat na zimo vklopi iz B-del in nekdo ima, bi rekel, veste, ker je treba jih tudi poslušati, bi radi, pa bi ohranili, zdaj pa iskati rešitve, da je hkrati posanirano, da je malo po njihovo. Ja, to je tudi en velik del vse te trajnosti in razmišljanja o trajnosti, da bi bili čim bolj, kolikor je možno, neodvisni. Celo rekam, da dobra stranka, sploh taka, ki ne ve, pride 3-krat v pisarno. Prvič, ko naložimo, da kome odmeče, Zbrav, prebere, kar jim pošljemo, če imamo kopije, jim damo, preberite si vprašanja, drugič že pride z izdelanimi vprašanji. Tretjič, ponavadi pride prav, zdaj imate papirja, boste pogledal, če imam vse. In jih spet napotimo, ker zdaj so ponovim elektronsko danje vlog, da jim povemo, te dokumente treba pač preskenirati, jih je treba v srednjem PDF spremeniti, da se potem pripenja zraven zadeva. Upozarjati gradbena dovoljenja, neko obdobje so bila, ko ni bilo teh gradbenih dovoljenj, so samo nekaj potrdilo o legalnosti objektov izdajali. Pa so spet, joj, bi oddal, normalno, bo šel na upravno enoto, izdajo, v 2 urah dobiš, tudi ti upravni postopki res morajo biti celoviti. Kako se je mogoče po vaši izkušnji zdaj izboljšalo to stanje, ko je treba tudi več dokumentacije oddajati državi, da ni več samo na graditelju vsa pač volja, kaj dela s svojim objektom, ampak mora se tudi izkazati pred nadzornimi organi, če temu tako rečemo. Je lažje zdaj vse to aplicirati, ali se ljudje upirajo? Mislim, da je zdaj glih ta neka vmesna faza, ki malo malo ne, pač se vsi v bistvu malo lovimo, in mi, projektanti in stranke, ampak jaz mislim, da dolgoročno pač to bo boljše, pač, ker elektronsko, da je vse na enem mestu zbrano, bo veliko lažje tudi za potem
karkoli boš rabil, boš imel na enem mestu. Zdaj je bilo vse v papirjih, pa v mapih, pa nekaj tukaj, pa nekaj tam, pa ali se kaj zgubi, pa noben več ne ve, kaj je bilo, kaj ni bilo. In glih te zdaj neki sistemi, kjer bo pa vse na enem mestu, da bojo pač vsi dokumenti zbrani in da boš pač olajšal investitorju in pač imaš vse na enem mestu in točno veš, na čem si in veliko lažje potem tudi funkcioniraš. Čistko in dejansko lažje ali za kakšne subvencije, ali za tudi prenove potem, ali karkoli, ko se bojo objekti prodali nekom drugem, bojo imeli vpogled, kaj se je prej dogajalo in iz česa je bilo karkoli zgrajeno ali karkoli. In se mi zdi, da bo veliko lažje, ampak se še malo lovimo, no, ker marsikdo je še mičken malo bolj analogen, pa je ful bolj enostaven tisti papirček imeti, kakor da je vse nekje na nekem omrežju. Ja, za konec bi pa mogoče vsakega od vas povabila, da izpostavi eno stvar, s pomočjo katere lahko vsak poslušalec svoj dom še danes naredi malo bolj trajnostno naravnan. Jaz mogoče bi spostavila glih to impulzivnost nakupov, da res se pač ustavimo in rečemo, kaj res rabimo in česa ne rabimo, da ne gremo v neke viške, tako kot smo tudi rekli, toplotno črpalko, zakaj bi kupil toliko zmogljivo, če jo ne rabiš. Tudi pri notranji opremi ni vedno več je boljše, ali tudi premalj ni boljše, tako da malo več časa si vzeti, malo razmisliti, izhajati iz sebe, tako ustvariti si pač dom, v katerem ti bo prijetno, ne samo pač opremiti prostor za druge, da bojo videli, wow, pač še vseeno boš ti tam živel in če boš premišljeno nakupoval stvari, boš pač prispeval tudi k tem, da bo na nek način res trajnostno, no? Da ne bomo zapravljali po nepotrebnem, da spodbujali industrijo, da tukaj več stvari naredi, ker jih rabimo. Tako da to, da mogoče izhajamo iz sebe, se umirimo in zmanjšamo to impulzivnost. Super nasvet. Jaz bi pa poudaril to, da pač ljudje začno dojemati zrak kot bistven in pomemben gradnik bivanjskega udobja, da seveda, če niso prepričani, da je to prava rešitev, nas pokličejo, pridemo zastonj, izmerimo, naredimo meritve, dokažemo, pokažemo z ustreznimi merilci, kaj se dogaja v prostorih, da dejansko to korelacijo med občutjem v prostoru razumejo skozi dejanske številke in da naredijo ta preskok v miselnosti in razumevanju, kaj je trajnost. Da trajnost ni samo energetska učinkovitost, ampak da je trajnost tam, kjer dejansko varčuješ in hkrati udobno bivaš. In to lahko narediš samo na ta način, da pač se lotiš ali novogradnje ali sanacije v vseh možnih komponentah, torej ovoj stavbe, celostno, arhitekturno in na koncu tudi z vgrajenim ustreznim prezračevanjem, ki omogoča to bistveno komponento, torej ohranja svež, kakovosten zrak v prostoru, kjer dejansko preživimo največ časa. Kaj je vaš nasvet? Ja, jaz pa kar sem tukaj, se pravi, uporabite nas, dobre nasvete vam dajemo, so brezplačne številke, da nič 18, 16, 69 je tista, drugače smo na spletu, tako se prijavite, imamo termine določene, nobenega še nismo vrgli iz pisarne in ravno tukaj sta kolega pred mano rekla, da pomagamo najti skupne rešitve za lepo bivanje, tudi manj drago bivanje, kar pomeni zadovoljstvo v vseh strani. Najlepša hvala vam za ta prijeten pogovor in dobre nasvete. Vam pa hvala za pozornost in nasvidenje.